Gledate oddajo Klepet ob kavi. Vse okoli nas, celotno vesolje, vključno z nami, vibrira na določenih frekvencah. In tudi frekvence, ki jih nosimo v svojem duševnem svetu, vplivajo na našo fizično telo, na naše zdravje, počutje, gibljivost, moč, skladnost, lepoto, senzitivnost. Vse to so kvalitete, ki ustvarjajo nivo kvalitete našega življenja. In če padejo iz ravnovesja, jih lahko nazaj uskladimo še dobro. Ampak zakaj bi sploh čakali, da nas recimo preseneti bolezen? Dajmo preventiva, ljudje. V tokratni oddaji namreč nam bo Marko Črnivec predstavil 7 takih usklajevalnih frekvenc, tako imenovanih solfeggio frekvence, ki stimulirajo delovanje 7 čaker našega energijskega telesa in so res taka fajn podpora v vsakem momentu, ko jo to potrebujemo. Zdaj midva z Markom sva v oddaji že večkrat predstavila delovanje frekvenc na naše fizično zdravje, na razne bolezni. Tam je bil seveda pomočnik vsem dobro poznani Zapr Pro. Zdaj pa seveda lahko frekvence uporabljamo tudi za usklajevanje našega notranjega, torej psihičnega stanja. V tem primeru pa pride prav tale F-gen frekvenčni generator. Marko, lepo pozdravljen. Mene se ti čisto fasciniral, ker si prišel, ker si mi povedal par dejstev pred oddajo, ker sem jaz rekla, to vsi rabimo, ne? Zdaj, daj nam najprej predstavi, potem ti bomo povedala še, kaj mene vse zanima, oziroma te bomo vprašala. Izvoli. Okay. Se pravi, tukaj imamo F-gen, frekvenčni generator, ki je sestavljen iz 2 zavojnic. On ima skalarno Teslino zavojnico. Kar že poznamo, ne? Kar že poznamo, se pravi, to je Teslina zavojnica. Isto uporablja samo večjo tudi F-gen. Dodano ima pa še prstenasto zavojnico, ki oddaja tudi pulzno magnetno polje. Se pravi, s tem podaljša svoje polje delovanja skalarnih valov, ko v prostor oddaja to magnetno valovanje. Okay. Kako lahko mi da to stestiramo? Daj, mene to pred zanima. Kako zdaj jaz vem, da to deluje, kaj dela, kaj pravzaprav... Ja, deva se o frekvencah, ki kakšno reči najprej, no? Kakšne frekvence torej oddaja, neke presete ima tukaj naštimane, sem videla? Se pravi, F-gen ima že nastavljene frekvence 1,2 Hz, se pravi za odstranjevanje elektromagnetnega smoga, za nevtralizacijo, potem da človeku pomaga, da se sprosti in odstrani stres, se pravi, ki je povzročen s tem smogom, elektrosmogom. Potem imamo 7,83 Hz, to je Schumannova resonanca, naravni zemljin puls, se pravi, s tem ustvarjamo človeku naravno ugodno okolje. Potem so pa naprej frekvence čakar, posameznih solfeggio frekvence, to je tudi starodavna tonska lestvica, v tem je tudi, se pravi, glasba teh, ki so, se pravi, frekvenčne gregorijanskih koralov zapisane v tem. Se pravi, imamo od 396 potem do 963, od 1. do 7. čakre. S tem uravnavamo posamezno čakro, delamo na posamezni čakri na različnih nivojih življenja, ker pač, ko mi vidimo, da nam na določenem nivoju življenja nam pač nekaj ne gre, nekaj ne funkcionira, se slabo počutimo, karkoli ni, vse to vplivajo, se pravi, te naše čakre, uravnovešen energijsko telo, kot si prej rekla, in potem si s tem delamo na posameznih čakrah in delamo terapije, delamo na tak način. Zdaj, kaj je posebnost, glede na to, da Zaprja že zelo dobro poznam, živel Zapr, dok se nismo videla, ne? Torej ročke, ne? Ročke smo pri Zaprju že spoznali, torej gre za prijetno vibriranje, lahko malce močnejše, če si damo gor še mokre, da torej mečkam zmočimo prej ali rokavice ali pa torej tiste zaščitnike za ročke. Zdaj, pri F-genu pa ročk ni. Ne, tukaj ročk ni, ker ta zadeva vdaja v prostor svoje valovanje. V prostor. Se pravi, prej si rekla, kako zadeva deluje. Se pravi, mi imamo tukaj 9 frekvenc, najprej 2, 1,2 in 7,83. Najpomembnejši? In na to še za 7 čakar. Mi dva lahko to zdaj preizkusva, recimo nastavva frekvenco 1,2 Hz. Zdaj, tukaj si jo izberemo, frekvenco. In to traja koliko časa, recimo? Če pritisnemo tukaj tipko Start, bo ta frekvenca delovala pol ure. Pol ure. V primeru, da pa mi pritisnemo tipko Set in jo držimo 3 sekunde. 1, 2, 3. Tako, bo pa polje delovanja, se pravi, F-gen deloval 10 ur. 10 ur? 10 ur, kar pomeni preko noči. Lahko, ko nekdo pride recimo iz službe, pa je bil cel dan za računalnikom, si nastavi frekvenco 1,2 Hz, da odstrani ta stres, elektrosmog, ali pa si recimo preko noči nastavi 1,2 ali pa 7,83 Hz Schumanovo resonanco, je potem v ugodnem okolju
izkušnje kažejo, da so tudi na ta način bolj žive sanje, ljudje se bolj naspijo, bolj počutijo. A si poskusil? Povej si mi, bolj žive sanje. Pol deluje. Deluje. Super. Jaz bi te nekaj vprašala. Recimo ljudje smo danes, kot veš, izjemno zaposleni, zelo težko si vzamemo tudi 1 uro, da recimo včasih držimo samo ročke ali pa ne, kakorkoli. Tole je pa pravzaprav prednost, saj po mojem mnenju, v tem, da če jaz prijem po napornem delovniku zvečer domov, torej po vseh obveznostih in pač res nimam niti energije, niti volje, da bi držala recimo še ročke, ne, lahko torej tegale pomočnika vzamem s sabo v spalnico, si ga prižgem in grem jaz spat in on dela namesto mene in me čisti. Tako, dela v tišini. In lajša vse, kar me muči. Tako, dela v tišini, brez svetlobe in prav s tem namenom je to narejeno, da je to za preko noči ali pa za med spanjem. Potem med jogo, meditacijo, to je lahko pravi blagoslov. Delamo na posamezni čakri, meditiramo in uporabljamo to zadevo. Daj mi zdaj pokaži, kako jaz vem, da to deluje, ne vem. Zdaj je prižgano, zdaj imamo na 1,2 Hz. Midva lahko to s testerjem magnetnega polja preverva. Evo, lahko kar vklopaš. Vklop. Tako, pa ga daj tukaj zraven, se pravi. Piska. In zdaj piska, se pravi, s frekvenco 1,2 Hz. Če midva tukaj le pritisneva stop in prestavva zadevo na 7,83, štartava in piska. Na katerikoli frekvenci, a ne? Evo. Wow, super. Kaj pa fora, tukaj si mi še magnet pa nesel, to moram pokazati, tam je bila tako všeč, jaz si moram dati pač na 2 prsta. Magnet je pač majhen, ga moraš dati malo bližje in ti lahko zdaj tukaj vidiš, kako se bo magnet premikal, a ne? Wow. Tole zdaj je 1,2 krat na sekundo. Lahko še kaj spremeniš? Lahko nastavlja vidva recimo 7,83. Aha, in odleti, no, evo. Ja, torej, tole je odlična zadeva. Evo, narazen sem spravila. Zdaj, ko sva govorila o čakrah, ne, tudi naši gledalci si seveda lahko pogledajo, naša režija je pripravila torej kar nekaj zanimivosti v zvezi s tem, pa vseeno, kaj pravzaprav, kdaj sploh vemo, da nekaj ni v redu z nami? Kako to občutimo, ne vem, po tvojih izkušnjah? Ljudje smo utrujeni, depresivni, slabe volje, imamo težave na določenem področju življenjskem, karkoli takega. Potem informacije o teh zadevah je zelo veliko. Vi lahko na internetu najdete tudi v solfeggio frekvencah ogromno informacij. To se te hotela vprašati, Marko. Na YouTubu imamo mi te frekvence. Tako. Videe, ne? Vse si lahko pogledamo, zvoke. Zakaj pol imamo to tukaj, če imamo na YouTubu? Tukaj gre za to, da recimo na YouTubu so posnetki, kjer lahko delate zvočne terapije. Se pravi, poslušate neko frekvenco, tudi po teh čakrah, solfeggio frekvenc, te posnetki so posneti v harmoniji. Vi poslušate to zadevo, istočasno potem lahko nastavite še frekvenco tukaj, ker F-gen pa vdaja magnetno polje teh frekvenc. In te dve frekvenci, oba vira in slušno preko zvočnikov in preko F-gena se ta dva vira združita in zadeva še močnejša. Ampak mora biti pa ista frekvenca, ne smeta biti različni frekvenci, ker sta lahko kontraproduktivni. In mi, se pravi, še zelo pomembna zadeva je, da mi ta F-gen lahko priklopimo tudi na Zapr Pro. Ravno to sem te hodila vprašati, no zdaj pa dajmo še to pogledati. Torej dejansko potem ima še, torej katerokoli frekvenco potem lahko uporabljamo, ne? Ko mi, se pravi, F-gen tukaj izključimo, se pravi to ploščo in ga vklopimo v Zapr Pro in tukaj štartamo recimo, tukaj sem jaz nastavil en program za imunski sistem. To rabo, super. Pritisnemo start in zdaj, se pravi, tukaj dela terapija za imunski sistem. Tukaj, se pravi, s priklopom F-gena na Zapr Pro mi tukaj razširimo območje delovanja od 1 do milijon hercev. Se pravi, vse po tej knjigi. Se pravi, spet lahko nastavimo vse programe, enako kot smo delali samo z Zaprjem, zdaj lahko delamo tudi z F-genom. In zdaj, se pravi, delamo lahko na ročke, če lahko damo rokavice gor, ker ima Zapr 2 izhoda. In potem mi istočasno dobivamo frekvence preko ročk direktno v telo ali pa preko rokavic, zraven pa še preko F-gena, se pravi skaladne valove in magnetno polje in se v bistvu dobesedno kopamo v teh frekvencah. Ful se dobro sliši. Kopanje v frekvencah. Če bo zdaj recimo isto, se pravi, lahko preizkusimo magnetno polje, se pravi, ko deluje preko Zaprja. Isto na magnet, če ga boš prijela, boš čutila frekvence noter. Vibrira, ja. V bistvu zelo podoben kročke. Kaj ni mravlinčki. Ja, se pravi, in višja, ko je frekvenca, manj se čuti potem to, ne? Wow. Torej, katerokoli frekvenco si izberem, potem tudi F-gen to oddaja. Tako.
tako, po celem preko prostoru. zaporja. Se pravi, Pa dejansko jaz lahko celo familijo recimo na ta način, ne? tako. Očistam recimo, ne? Ali pa zvečer malo bolj poskrbim za žive stanje. Tako, ker v bistvu F-gen oddaja frekvence, magnetno polje teh frekvenc, ki jih mi ustavimo v Zapor Pro. Se pravi, po teh protiparazitnih terapijah, proti virusom, bakterijam, čemrkoli že, vse simptome, diagnoze in karkoli pač najdemo v tej knjigi. Ok, še nekaj me zanima. Kaj pa, če se jaz zmotam? Spet, Pri frekvencah, kot sva že rekla že v prejšnjih oddajah, nič ni narobe, ker zadeve delujejo tako preventivno kot kurativno. Del teh frekvenc deluje preventivno, del kurativno in če mi delamo za neko diagnozo, ki je neko bolezen, ki je mi nimamo, bo to preventivno delovalo, da do tega sploh ne bi prišlo. Nekdo, ki pa to nekaj ima, bo pa delovalo kurativno, seveda tudi v primernem slogu življenja. Okay. Kaj pa v bistvu sami učinki, ne? Če ga najprej na te čist prve, torej med samo terapijo, a kaj občutimo, a kaj, ne vem, karkoli, smo bolj živi ali pa bolj zaspani mogoče, ne vem, opažaš kaj torej med samo terapijo, da kaj ljudje doživljajo, torej da imajo kakšen feedback? Ja. Ali je to bolj dolgoročno potem, da se potem kaže rezultat, torej na boljšem počutju? V vsakem primeru gre tukaj za dolgoročno zadevo, se pravi za to, da mi to delamo daljši čas, zaradi tega, ker je ves čas treba uravnavati telo, tako kot ves čas dobivamo od odzunaj frekvence, Wi-Fi, radijske frekvence, telefone, televizije, to ves čas smo bombardirani s temi zadevami in zato je treba tudi ves čas zadeve uravnavati. Ampak ljudje se po noči, ko je F-gen vklopljen in imajo nastavljene frekvence po čakrah ali pa 783 Schumanovo ali pa 1,2, tako kot sva govorila, se zbudijo naspani, spočiti, boljše volje, manj depresij, boljše se počutijo ljudje. Ok, zdaj recimo v primeru nespečnosti ali pa tega, da se ljudje recimo slabo zbujajo, kaj bi priporočil konkretno? Torej, kaj bi naštimo recimo? Se pravi, imate prav frekvence v knjigi ETDFL za proti nespečnosti, se pravi, se lahko nastavijo v Zapor Pro frekvence za nespečnost, potem držite ročke, imate tole zraven ali pa pač nastavite tudi samo preko tega. Direktno lahko? Direktno, tako. Wow, to se pa res dobro sliši. Zdaj me pa zanima... Ali pa se pravi to, sem te prekinil, ampak se pravi v Zapor Pro frekvence za nespečnost, ampak imate pa tudi, se pravi, 783 recimo deluje, se pravi, za boljše spanje, ta Schumanova resonanca. In to bomo lahko kar prižgano. Stranskih učinkov, kakšni so? Ne. Razen tega, da... Razen boljše počutje, pa pri, kot sva tudi že rekla, se pravi, pri preveč terapijah z zaporjem, da boste naredili preveč terapij naenkrat, nekdo naredi, ne vem, 5-6 protiparazitnih ali pa razstrupljevalnih terapij, potem je toliko odpadkov v krvi teh strupov, da se človek zaradi tega lahko malo slabše počuti. Ampak potem verjetno pa to boljše počutje, tako, kot če preveč alkohola spijemo, se potem tudi sčisti zadeva. A so kakšne kontraindikacije? Torej, zdaj, če govorimo o F-genu, je karkoli, torej, kakšni ljudje mogoče ne bi smeli uporabljati ali pa bi mogli biti pazljivi? Enako kot pri zaporju, se pravi, F-gena ne sme uporabljati nekdo, ki ima srčni spodbujevalec, kakšni šizofreniki, na ta način. Se pravi, kdorkoli ima v telesu kakršnokoli elektronsko napravo, Manjkaj nimam. Tega ne sme uporabljati. Tudi recimo defibrilator, ki jih imajo ljudje v srcu, v primeru, da srce se ustavi, potem požene, tudi tam v takih primerih boljše, da ne. Aha, ok, v redu. No, to smo zdaj razjasnili, tako da če pa tega nimate, pa seveda... Pa v času nosečnosti. Aha, se tudi odsvetuje. Tako. Ta F-gen se lahko uporablja, ampak dlje kot 1,5 metra stran. Zdaj rekli so torej, da deluje v radiju 5 metrov. A ste kaj sprobavali, da je recimo, to me čisto zanima zdaj, ne? Recimo torej si v neki sobi, ki ima manjša, a gre to tudi čez stene čez? Ja, skaladni valovi gredo tudi čez stene. Aha, okej. Pa lahko v bistvu čist nezavedno vplivamo še na kakšnega soseda, recimo zraven, da ga malo pomirimo, če ima, ne? Ali pa kaj takega. Ok, odlično. To je tako, kot imava tele, se pravi, ta male skalarne plošče, tudi ta se lahko ustavi ali v zapor, kot sva že govorila, lahko se postavi tudi v F-gen. Torej vse tiste, ki ste pozabili, ne, teli nastavki so odlični tudi recimo za kakšno vodo, ne? Da jo spucamo. Zakaj recimo bi še to lahko uporabljali? Se pravi, midva sva zdaj ustavila noter, se pravi, skalarno ploščo v F-gen. Imava nastavljeno 783 Hz še vedno. Zato 7-krat. Če bi midva tukaj nastavila, se pravi 1,2, bova videla, se pravi 1,2 na sekundo utripne. Tukaj mi lahko damo, se pravi, kozarec z vodo gor ali pa skledo s sadjem, solato, čemarkoli že in energiziramo zadevo.
Okay. Priporočene terapije, torej glede na to, da gre za majčkeno drugačno obliko, torej da gre za kopel v frekvencah, kakšni so priporočljivi časi, koliko terapij, mogoče dnevno, tedensko, mesečno priporočaš? No, tukaj je malo drugače kot pri zaporju. Pri zaporju se od začetka vedno priporoča 1 terapija na dan, s časoma potem 2, v vsakem primeru vsaj 5 ur razmika med njima. Pri F-genu, pri skalarni plošči, pri tej mali skalarni plošči ni omejitev, pri F-genu se pa lahko uporablja isto večkrat na dan, med jogo, meditacijo, kakorkoli že, z različnimi frekvencami, ni pomembno, se pravi, da bi bila kakšna omejitev časovna. Torej, verjetno je vseeno Zapor Pro bolj intenzivnejši, ne? V telo? Je tako, ne? Zapor Pro je namenjen intenzivnejšim terapijam. Še posebej, če damo rokavice in nogavice, se pravi istočasno na roke in na noge, hkrati to so potem res intenzivne terapije. No, seveda tudi v preteklih oddajah, ki smo jih z Markom že posneli, ko je seveda predstavil delovanje Zapor Proja, pravzaprav za katere vse bolezni, torej izjemno priporočljiv, ker vam lajša, torej različne težave si lahko pogledate na naši spletni strani klepetovkavi.si pod zavihki oddaje ali pa seveda na YouTube kanalu, kjer boste našli torej celotne oddaje, kar je Marko že povedal. Marko, a še kaj tazga, kar morava zdajle povedati, pa sem mogoče pozabila? Še kaj tazga, uporaba, torej tole vidim, da je čisto simpel, tle ni benga tipkanja. Ne. Tam sem imela tipkanje te frekvence, tukaj tudi tega ni, tukaj imamo že vse prednastavljeno v bistvu, ne? Tukaj je teh 9 frekvenc že nastavljenih, uporabljamo jih tako skladno s pač navodili, vse piše, navodili so v slovenščini, tudi to je slovenski izdelek. Zapor Pro se uporablja enako, kot pač smo do zdaj povedali, v kombinaciji, vse kombinacije so možne, zaradi tega sta tudi 2 izhoda. Torej, še vedno tudi verjetno pri F-genu, torej skupaj z Zaporjem Pro ali pa ne, pride upoštev najem, ne? To lahko poveš, torej, da se da zadevo najet, torej za določen čas, ne? Zapor se lahko najame za 4, 6 ali 8 tednov, v primeru odkupa po najemu se ves strošek najema všteje v odkupno ceno. Pošteno. Zelo. Tako, zdaj pa seveda si lahko pogledamo še nekaj tabel, ki jih je pripravila naša režija. Takole, kar prosim, evo, tukaj si lahko malce bolj natančno torej pogledate posamezne frekvence, torej za vse tiste, ki morda s frekvencami še niste na ti, ne, da mečkaj bolj vam bo jasno, torej zakaj se kaj uporablja, torej solfeggio, lestvica, frekvenc v povezavi z, kot lahko vidite, torej s čakrami. Vsaka čakra ima, kot vidite, svojo frekvenco, na katero torej vpliva, s pomočjo katerih frekvenc pravzaprav lahko izboljšamo delovanje te čakre, sploh če gre torej za kakšno težavo, ne, ko smo rekli, torej telo nam nenehno sporoča, če z nami kaj narobe, če smo utrujeni, če se slabo počutimo in velikokrat seveda je lahko težava tudi v zapori kakšne izmed čakar in jo je seveda treba sprostiti in to lahko naredite, ko ste lahko ugotovili, torej tudi s pomočjo F-gena, ki ga danes Marko predstavlja prvič, ne, to je čista frišna zadevca, ne. Zapovej mi, zakaj misliš po tvojem mnenju pravzaprav je taka zadeva bila potrebna, torej da se jo ponese v širni svet? Zakaj so čakre tako pomembne? Po tvojem mnenju, čisto me zanima. Po izkušnjah. Po izkušnjah. Gre za to, da v današnjem svetu tempo življenja je vedno hitrejši, ves čas vsi imamo vklopljene Wi-Fi, telefone, računalnike, televizije. 5G in ne vem kaj še vse, ne? Vse to vpliva na nas, vse to vpliva na naše duševno stanje in frekvence, ki jih mi nosimo v našem duševnem stanju, vplivajo tudi na naše fizično telo, se pravi pa tudi na naše zavedanje, na našo moč, na našo lepoto, na naše karkoli že in v vsem znanju, ki je danes na razpolago na temo frekvenc, na temo vpliva frekvenc na naše telo, je res nesmiselno, nepotrebno čakati, da bolezen pride, pa iskati rešitve, pa zdravljenje. Preventiva, ne? Tako. Kot že od nekdaj govorimo o naši oddaji, poskrbite za to preventivo in seveda, dajte se vkopati v kakšni frekvenci. Toplo priporočamo, torej novo napravo F-gen. Marko, hvala lepa za obisk. Obilo prijetnih kopeli, ne, tudi sam si redno probavaš in praviš, da odlično spiš, tako da, ne, odlično spiš, da zelo živo sanjaš. Tako da, evo, če vam je dolg čas v sanjah, tale zadevca vam bo zihar popestila vaše življenje, pa še za kaj drugega, ne? Tako. Hvala lepa. Hvala vam.